Sem Barbara Ribič in sem tekmovalka 11. sezone Masterchef Slovenija. Odkar se spomnim, sem rada kuhala, pri nas je bila kuhna neko središče vsega, rada sem bila, da se je okrog mene dogajalo in to je bilo pač ponavadi za pultom. Se mi zdi, da potem z potovanji sem šla še v kako drugo kulinariko, začela razmišljati o nekih drugih sestavinah, ker sem odraščala na kmetiji z res domačimi, lokalnimi, tradicionalnimi sestavinami, tako da se je odnos v bistvu spreminjal, vse skozi pa bila ta ljubezen do kuhinje. Imela sem to srečo, da sem vsa študentska leta živela še doma, tako da je ogromno kuhala mama, ko ni bilo časa, valjda. Vedno sem rada pomagala, ampak priznam, da takrat v tistem najbolj študijskih obdobjih, tistem letu, ko je vedno najbolj napeto, takrat pa je mogoče kuhna malo trpela. Avdicija je razdeljena recimo, da na 2 dela je bila pri nas, se pravi najprej smo se pogovarjali, tudi kuhali smo avdicijsko, mi smo bili potem verjetno tudi edina sezona, ko se je pokazalo, kaj smo delali na avdiciji, ker smo prišli dovolj daleč v tekmovanju, smo imeli en izziv, da smo se malo za nazaj spomnili, kaj vse smo se tudi naučili tekom tekmovanja. Tako da malo je pogovarjanja, malo je kuhanja, potem pa smo imeli še neke skupinske naloge, da smo se tudi med sabo spoznali, da je v bistvu produkcija videla tudi, če med sabo funkcioniramo, če bomo lahko v skupinah kuhali konec koncev. Tako da ja, je tudi kuhanje že na avdiciji, je pa ogromno tudi tega, kdo si, kako znanje prineseš zraven, kaj si želiš, kako sam sebe raziskuješ v kuhinji. Tako da je v bistvu tudi cel avdicijski proces. Jaz vem, da sem takoj po avdiciji rekla, da mi je bila že to taka izkušnja, da tudi če ne bom zares tekmovala, se je splačalo. Mi smo na avdiciji imeli mystery box, v katerem so bile sestavine v bistvu za slano in za sladko, tako da je lahko vsak nekako speljal na svojo stran, kaj si je želel pokazati. Jaz sem takrat pripravljala škampe v tortilji z popečeno zelenjavo, tako solatko iz manga in pora sem naredila zraven, tako da se mi zdi, da me je v bistvu tudi avdicijska jed že dobro predstavlja, ker je morsko nekaj, kar definitivno obožujem. Snemalni dnevi so drugače ful daljši, kot pa je potem tista 1 ura, ki je prikazana po televiziji, kar pa se samega kuhanja ali pa izzivov tiče, pa je dejansko točno tako, kot vidi gledalec. Mi nikoli nismo vedeli vnaprej, kaj nas čaka, ni bilo nobenih namigov ali pa tudi marsikaj, kar se potem v oddaji sliši, da se sodniki pogovarjajo, mi takrat na licu mesta nismo slišali. Tako smo dejansko vedeli ponavadi še manj kot to, kar ve gledalec. In je bilo vedno zelo, zelo razburljivo. Posebno adrenalin je, ker ne veš, kaj te čaka, ne veš niti ali bo sladko ali bo slano, nič, vstopiš z neko čim bolj prazno glavo in upaš, da bo tak izziv, da ti bo ležalo. Večina sezon se je sicer snemala tako, da so šli vsi v eno hišo in so bili tam dejansko, dokler nisi izpadel. Mi smo se letos malo več gibali, nekaj vikende smo bili doma, nekaj takega, pa kakšne dneve vmes. So pa ta dne pač snemanja kar naporna. Iskreno, tudi ko sem bila doma, sem bila z glavo tam, za tistim pultom, v tisti kuhinji. Tako da gre na koncu dosti več časa in energije, kot mogoče vnaprej razmišljaš, je pa pol na koncu, ko je vse skupaj konec, vseeno vredno. Ogromno je priprav doma, ogromno je, zavedala sem se, da bo ogromno kuhanja, je pa tudi ful nekega učenja, teorije, branja, gledanja. In je bilo vedno tako, da si se doma poskušal pripraviti, neke plane si sestavil, ampak ker nikoli nisi vedel, koliko boš imel sestavin, koliko boš imel časa, kakšna naloga bo, kaj boš sploh pripravljal. Tako da se mi zdi, da smo si vsi poskusili doma pripraviti čim več različnih scenarijev in potem upati, da tisti izziv, ki ga bomo dobili, bo tak, da boš enega od teh svojih krožnikov nekako obrnil in bo šel skozi ta izziv tako, kot mora. Tako da se mi zdi, da je ogromno v pripravi, moral pa si biti na licu mesta toliko kreativen pa iznajdljiv, da si potem nekako speljal. Dostikrat je bilo tudi tako, da si doma kaj pripravil, si hotel tam ponoviti, pa ni šlo tako, kot je šlo doma in spet moral si se nekako znajti, se obrniti in pač reševati, koliko se je dalo. Tudi takih trenutkov je bilo kar nekaj. Se mi zdi, da sem vedno poskušala si najti vsaj eno komponento, neki okvirni ali pa neki steber, okrog česar bom potem gradila, da se čim prej zaženeš v delo in da potem mogoče med tem, ko pripravljaš prvo sestavino, razmišljaš o tem, kaj vse bo še šlo zraven in na kak način boš dodal še mogoče to, kar se ti zdi, da še manjka. Spomnim se ponavadi takoj na tisti izločitveni izziv, ko sem kuhala vse 3 kroge, na koncu je šla domov, mislim, da pija. In ja, takrat sem pripravljala najprej jagnječje kronice, pa potem kolerabin raviol z ribico, pa na koncu še miške. Ampak se mi zdi, da je bil res taki naporen dan, da sem ga vseeno zdržala, zgurala, da sem 3 kroge prekuhala, vsi 3 krožniki so bili dobri. Na koncu mi je uspelo ostati v tekmovanju.
Tako da ja, to je ponavadi prvi izziv, na katerega se spomnim v takem vprašanju. Ful ponosna pa sem valjda tudi na prikuhano imuniteto. To je taka stvar, ko je niti nismo vsi mi tekmovalci doživeli, tako da je definitivno en tak poseben spomin. Ja, najtežji je bil verjetno tisti, v katerem sem izpadla, bi rekla valjda. Drugače pa vem, da tam proti koncu se je kar stopnjevalo. Tudi tisti žli krofi, ki smo jih mogli predstaviti kot sladico, se mi zdi, da so bili kar zahtevni, no. Iskreno, jaz naprej v tekmovanju nisem tako dosti razmišljala, nisem se nekaj obremenjevala. Vedela sem, da se bom sproti naučila to, kar bo treba, da bom lahko korakala z vsemi ostalimi. Tako da sem se poskušala res čim manj obremenjevati za vnaprej in se samo iz vsakega izziva čim več naučiti, potem pa bo že kar pač bo. Včasih se je ful težko pobrati, se mi pa zdi, da mi je kar pomagalo to, da sem taka oseba, da ko sem nekaj zašuštrala, sem že sama vedela, da pač ni dobro. Tako da me tudi slabi komentarji sodnikov običajno niso presenetili. Sem pa potem vedno skušala v sebi nekako predelati, pa se iz tega čim več naučiti. Se pravi, se čim manj obremenjevati s tem, kar sem slišala, ampak samo, da bo pa naslednjič to boljše. Pač jaz sem se zavedala, da sem prišla iz domače kuhinje, da neko znanje sem prinesla, ampak da še zdaleč nisem neki profesionalni šef, tako da sem res jemala vse z neko rezervo in se probala samo čim več naučiti. To pa sem tekom tekmovanja ugotovila, da imam kar problem predstaviti ali pa prodati svojo idejo, vsaj takrat je bilo tako. Nisem še mogoče toliko zaupala sama sebi, svojim okusom, kuhanju, tako da so me znali kaki sodniški komentarji kar zmest. Je pa vedno tako, da vem, da so me tudi dostikrat pohvalili, da sem borbena, da sem vedno vztrajala do konca in to je to. Pač itak sem bila za pultom, tisti čas je pač moral nekako preteči, tako da je bilo boljše, da se maksimalno potrudiš in da na koncu čim boljše dostaviš, pa spet pač kako se bo razpletlo, se bo. Poseben adrenalin je vstopiti vsakič znova v kuhinjo, pa ne veš, kaj te čaka. Trenutno se mi zdi, da imam še vseeno preveč tega nabranega stresa od takrat, tako da se zdaj ne bi podala še enkrat v to, bi pa definitivno priporočala tistim, ki imajo radi kuhinjo, ki si želijo to delati, ker je lahko Masterchef pač res odlična odskočna deska in če je to svet, v katerem uživaš, je to res dober korak, da si odpreš ta vrata in ja, definitivno mi ni žal. Rekla sem že prej, pri nas doma se je res ogromno kuhalo, ampak se je kuhalo striktno iz nekih domačih, lokalnih sestavin, tradicionalno kmečko hrano, tako kot je kuhala babica, tako je potem kuhala mama. Midva smo ogromno potovala zdaj s fantom in smo od kjerkoli smo šla, smo potem prinesla domov kakšne začimbe, kakšne sestavine in smo poskušala doma poustvariti to, kar smo kjer drugje jedla. Ponekod smo šla tudi na kakšne kuharske tečaje ali pa smo našla pač neko opcijo, da smo kuhala z domačini, z lokalnimi prebivalci. In ja, je ena taka posebna ljubezen odkrivati neke druge kulinarike in potem vse to prinesti domov, pa nekako preplesti tudi s tem, kar imamo doma, ker ni nujno, da je vse tako striktno ločeno, samo pač razumeti moraš, kaj ti neka sestavina daje in se mi zdi, da lahko ful lepo predstaviš in neko tujino in domačo Slovenijo v takem lepem prepletu. Bila sva, to je zdaj že 2 leti nazaj, sva potovala 35 dni, kar se mi zdi, da je taka največja izkušnja, kar ji bom lahko si v življenju časovno privoščila. Sva šla po Mehiki, Nikaragvi, Kostariki, tako da sva doživela res ful različnega, pa vse v enem takem sklopu, da se mi zdi, da je to definitivno tako potovanje, ki ga ne bom nikoli pozabila. Meni je to ponavadi morsko, kamorkoli pridem, če je le blizu kje kako morje, poskušam to ujeti. Sva pa povsod taka, da sva poskušala res čim več ulične hrane, nikoli v kako hotelsko restavracijo, ampak res na ulici, tam, kjer vidiš, da se domačini zbirajo. Tudi če mogoče, vem, da sem včasih pomislila, da če bi zdaj mama videla, kje jem, ji mogoče ne bi bilo najbolj všeč, ampak vedela sem pač, da če domačini jejo, če je to lahko tudi midva in da je to bila vedno najboljša hrana. Jaz sem diplomirala čisto iz druge smeri, zdaj sem šla čisto kontra v kulinariko in se mi zdi, da čeprav smo v takem času, ko nam je to omogočeno dosti lažje kot katerikoli generaciji prej, mogoče da mladi nimamo dovolj poguma, ampak da je vse to možno in da če si nekaj res želiš, se lahko v kateremkoli trenutku odločiš, da boš počel nekaj tretjega. Zame je bil to Masterchef kulinarika in ja, pač če imaš to rad, je to definitivno prava pot. Slane. Viš, to je težko vprašanje. Azijske.
pri slanem raje eksperimentiram, pri sladkem pa se rajši kar držim receptov. Moderne. Neomejen čas pa malo sestavin. Kot sodnica se nisem imela možnosti še preizkusiti, za tekmovanje pa bo še malo za počakati, če bi hotela iti še enkrat čez vse to. Skupine. Prej bi vedno odgovorila, da iz eksotičnih, zdi pa se mi, da mi je Masterchef dal ravno tisto malo, da ti zdaj odgovorim, da definitivno iz domačimi. Ko moram postreči nekoga, definitivno preverjenih receptov. Moj mir.